Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Javni sklad za kulturne dejavnosti je pred dnevi nekaterim šolam v državi podelil nazive Kulturna šola. Med te se je letos uvrstila tudi Osnovna šola Idrija, ki že vrsto let daje prav poseben poudarek kulturnim vsebinam. V našem studiu pozdravljam pomočnico ravnateljice Zdenko Skrt, ki na šoli skrbi za te vsebine. Dobrodošli v našem studiu. Dober dan. Povejte nam, gospa Skrt, kaj je pravzaprav bistvo tega projekta? Bistvo projekta Kulturna šola je pravzaprav ta, da se na šolah, osnovnih šolah, promovira in krepi kulturna dejavnost učencev, učiteljev, mentorjev, in sicer kulturna dejavnost na vseh različnih področjih kulture. Čeprav nekaj tega je predpisanega že v osnovnem učnem programu, ne? Seveda, že učni načrt vsebuje vsebine z področja kulturnih dejavnosti, medtem ko v projektu Kulturna šola je pomembno pa to, da šola tudi izven osnovnega učnega načrta ponuja različne vsebine na tem področju. Idrijska šola je ena največjih v državi, mislim, da imate 730 otrok. Letos je 730 otrok, na centralni šoli 660, ostalo so naše podružnice. Vse tri podružnice, pravzaprav 26 dejavnosti imate, od pevskih zborov, lutkovnih skupin, gledaliških skupin, filma, fotografije, novinarstva, likovne ustvarjalnosti. To je zelo veliko. Koliko otrok je pravzaprav vključenih v te programe? Ja, ta podatek velja za šolsko leto 19-20. 26 stalno delujočih skupin je bilo na naši šoli. Zdaj, ko sem to na hitro preštela, se je številka ustavila tam pri malo manj kot 400 učencih. Čeprav tukaj moramo reči, da so nekateri otroci zelo aktivni in so lahko vključeni v več teh obšolskih in šolskih dejavnosti, niso pa v te skupine vključeni vsi tisti učenci, ki ne delujejo v teh omenjenih stalno delujočih skupinah, ampak v raznih projektih, priložnostnih skupinah, ko se pripravljajo prireditve in druge dejavnosti na šoli. Teh je pa tudi še dosti. Gre pa v tem primeru za prostovoljne aktivnosti ali za aktivnosti, ki so del učnega načrta? Oboje. Del učnega načrta so naše izbirne vsebine, izbirni predmeti, tako obvezni kot neobvezni. Velik delež vsega dogajanja na področju kulturne šole pa gre v bistvu interesnim dejavnostim, projektom, priložnostnim pripravam na prireditve in drugim podobnim dejavnostim. To so pa prostovoljne dejavnosti naših otrok in ja, tudi učiteljev. Ja, ko sem pregledoval gradivo za ta vaš projekt, sem ugotovil, da imate v načrtu tak dogovor, da v 9 letih vse otroke peljete v pomembne kulturne inštitucije. Res je. To je del obveznega programa, to so dnevi dejavnosti in že vrsto let velja na naši šoli, da otroci od 1. do 9. razreda spoznajo različne kulturne ustanove, tako v lokalnem okolju kot širše, peljemo jih v Ljubljano, v Novo Gorico, v Kranj. Imamo pa še en drug dogovor, prav tako znotraj dnevov dejavnosti, kjer enako od 1. do 9. razreda spoznajo idrijsko, kulturno, tehniško pa naravoslovno dediščino. Tudi to je pomemben del razvoja naših otrok. V zadnjih 3 letih ste imeli kar 94 takih obiskov. Ja, v teh različnih kulturnih ustanovah. Res je. Zdaj ta čas korone nam je to malo zaustavil in upamo, da bomo v prihodnje lahko spet nadaljevali. No, ampak sedaj se postavljate spet na noge oziroma v stare okvire. In se že dogaja. V tem šolskem letu že odhajajo naši učenci na obiske kulturnih ustanov. Pomembno je tudi, da kultura v bistvu odstira te naše meje, te bregove, da sodelujete na regijskih in državnih tekmovanjih, srečanjih. Kako je s tem? Ja, prav te skupine, preomenjene skupine se srečujejo na srečanjih pevskih zborov, gledaliških skupin, na tekmovanjih, tudi na raznih natečajih in tam večinoma dosegajo zelo pozitivne kritike, tudi nagrade, tudi se uvrščajo naprej iz občinskih na regijska srečanja. In tudi to je pomemben del priznanja naše kulturne šole, ker je smisel tega tudi, da otroci svoje kvalitetne dosežke predstavljajo drugim in se primerjajo med seboj. Pa ne samo to, da sodelujete na nacionalnih nivojih, celo v Rimu, Moskvi so videli filme iz Idrije. Ja, tam je bil predstavljen in v ožji izbor in celo nagrajen v Rimu naš film. To je film Generacija Z, ne ali ja, ki je nastajal v teh preteklih 3 letih.
pod mentorstvom gospoda Jereba pa Steguja. Ja, to so res zavedanja vredni dosežki naših učencev in mentorjev. Kako pa je na podružnicah? Na podružnicah pa lahko rečem, da so v kulturno dejavnost vpeti pravzaprav vsi učitelji, pa vsi učenci. Na vaseh, v Zavratcu, pa v Hodoviču skoraj da ni prireditve, kjer šola ne bi bila ali organizator, ali pa ne bi zraven sodelovala z nekim pomembnim deležem, kulturno točko, ali pa vabila na razstave in druga dogajanja na šoli. Na podružnicah je kulturno dogajanje del vsakodnevnega življenja šol. Šolo pravzaprav postavlja v samo središče kraja in zanimanja staršev o vseh teh priložnostih. Ne? Seveda. In to je središče kulture v šolah je pomemben dejavnik. Tudi promocija kulturnih šol znotraj projekta. Tudi v Idriji pripravljate o pomembnih praznikih, obletnicah, proslave oziroma take svečane prireditve. Prebral sem, da ste jih imeli v zadnjih 3 letih kar 134 takih dogodkov. Čestitke? Ja, res je. Ravno je za nami mesec september, ko delamo letni delovni načrt za to šolsko leto in nekaj čez 30 prireditev je že zdaj v letnem delovnem načrtu planiranih. Vedno med letom pride še marsikaj, povabljeni so naši učenci tudi, da so oblikujejo krajevne prireditve s kakšno točko. Pomemben del delovanja naše šole se mi pa zdijo te večje prireditve, ki jih ustvarjajo naši učenci in učitelji ob pomembnih slovenskih državnih praznikih in jih ponudimo, pokažemo tudi vsem krajanom. Kako pa sodelujete z društvom upokojencev? Slišim, da hodite tudi v bolnišnico. Naši učenci posamezne točke ali pa kratke prireditve pripravijo oziroma so pripravljali za varovance doma upokojencev, bili so tudi v psihiatrični bolnišnici Idrija. To se je zaradi znanih razlogov zdaj spet ustavilo. Sodelujemo z upokojenci, tudi pridejo brati na našo šolo. Kakšni so ti odzivi, kakšni so ti občutki pri tem sodelovanju? Lepo je. Lepi so odzivi, ki jih dobimo strani Idrijčanov, varovancev in negovalcev v domih upokojencev in delavcev vseh ustanov. Predvsem pa mislim, da otroci tukaj gradijo nekaj več dobijo, kar jim lahko goli pouk da. Spoznavajo druge in vrednotijo na drug način tudi svoj trud in delo, ki ga v neke dejavnosti vnesejo. Za kakovostno pripravo vseh teh programov je potrebno tudi nekaj znanja, tudi nekaj materialnih sredstev in tako. Imate učitelji možnost, da se dodatno izobražujete? Ja, te možnosti so. Na naši šoli je največ teh izobraževanj na področju kulture namenjenih izobraževanju na področju spodbujanja bralne kulture, o tem še nisva nič rekla. Potem pa na področju glasbene umetnosti, tudi likovnega ustvarjanja, v zadnjih letih filmskega ustvarjanja in gledališko-dramskega ter lutkovnega ustvarjanja. Teh izobraževanj se udeležujejo učitelji mentorji posameznih področij. Učitelji pa lahko se vključujejo tudi v kulturni bazar in tam pridobijo nova znanja in usmernice za naprej. Ta dejavnost na področju kulture najbrž vpliva tudi na učitelje, da tudi, ko so zasebniki, tako popoldne imajo boljši občutek, boljši odnos do kulture. Jaz verjamem, da ja. Če kulture v sebi ne nosiš, jo tudi težko predajaš naprej mlajšim generacijam. Pred leti sem imel priložnost videti oziroma poslušati celo pevski zbor, ki je bil sestavljen samo iz učiteljev. Ja, zdaj se dobimo občasno, priložnostno, ko kakšna prireditev ali pa dogodek mogoče zahteva oziroma nas organizatorji poprosijo za pet kakšno pesmico. Tudi skupaj z učenci smo že nastopali v skupnem združenem zboru. Smo pa v zadnjih letih učitelji pripravili 2 gledališki igri. Zadnja je bila, mislim, da leto 18-19, Nenavadna poroka. Z njo smo presenetili učence na zaključni prireditvi pred odhodom na počitnice. Ja, to je dodana vrednost tudi našega popoldanskega druženja. Ob teh dogodkih se povežemo, pa nasmejemo, pa nekaj dobrega naredimo za druge, tudi mi. Kako so se odzvali učenci? So bili kaj presenečeni? Veseli, ko so učiteljico videli v neki drugi vlogi? Veseli. Mislim, da tudi ponosni.
materialni pogoji za te dodatne aktivnosti, dodatne programe? Kako je s tem? Ja, seveda bi si želeli še več. Šola nekih namenskih sredstev prav za razvijanje kulturnih dejavnosti nima. Tukaj se pač znajdemo, kakor se znajdemo. Predvsem na filmskem področju bi si prav gotovo želeli boljše tehnične podpore in kvalitetnejše podpore. Naše dramske skupine že vrsto let delujejo, nastalo je mnogo scenskega materiala, mnogo kostimov, nam zmanjkuje že prostora za shranjevanje le-teh. Želijo si imeti nek stalen prostor za vaje, kjer ni potrebno vsakič znova postavljati pa pospravljati scene. Želja je dosti. Lepo. Ob letošnji podelitvi tega naziva Kulturna šola pa je Javni sklad podelil tudi nekaj specialnih nagrad po posameznih področjih. In glavno nagrado za področje filma so namenili prav vaši šoli, edini v Sloveniji. Ja, z delom, s filmom Generacija Z, ne ali ja, so prepričali strokovno komisijo. Dobili smo nagrado za posebne dosežke na področju filmske dejavnosti. Ta nagrada ima, menim, da še posebno vrednost zato, ker je bilo prepoznano, da so otroci sodelovali od samega začetka ustvarjanja filma pa do konca. Tako pri določanju neke rdeče niti sporočila, pri scenografiji, pri razmišljanju o tem, kako bodo oblečeni, kako se bodo gibali in nenazadnje pri snemanju. V utemeljitev so zapisali, preberem nekaj stavkov, in sicer tako: pod odličnim mentorskim vodstvom Roberta Jereba in Davida Steguja mladi ustvarjalci razvijajo svojo misel, sporočilo in izraznost ter ustvarjajo tehnično in vsebinsko dovršene avtorske projekte, ki nam kažejo svet, kot ga vidijo oči otrok in mladine. Res je. Spodbudno. S tem filmom ste gostovali tudi v Moskvi, kot so prej rekli, in v Rimu, in dobili tudi nagrado. Ja, prav je, da poudarim, da so tudi v Izoli na srečanju najmlajših filmskih in video ustvarjalcev dobili prvo, najpomembnejšo nagrado, kot najboljši film. Ja, čestitke. Ta naziv Kulturna šola imate sedaj za 4 leta. Kako boste na zunaj obeleževali to dejstvo? Mislim, da je najbolje, da vztrajamo že na začrtani poti. Da pripravljamo različne prireditve, tako tiste majhne v šoli, je teh majhnih, ki do javnosti sploh ne pridajo, še več kot teh, ki jih ponudimo širši javnosti, da se bomo razvijali na različnih kulturnih področjih. To bo najboljša obeležitev tega naziva. Naziv dobite pravzaprav za nazaj, ko pregledajo vaše delovanje v preteklem obdobju. Tako. Ampak uporabljate ga vnaprej in s tem ste najbrž tudi zavezani. Se strenjam. Zdenka Skrt, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor. Želim vam, da bi navdušenje za kulturo znali prenesti ne samo na otroke, ampak tudi na starše in s tem bi bogatili vas kraj. Res je. Jaz bi se ob tej priliki še zahvalila vsem mojim sodelavkam in sodelavcem za ves vložen trud, delo, energijo, znanje v preteklih letih v te naše otroke. In seveda en velik hvala vsem otrokom, tem, ki so zdaj na naši šoli, kot že bivšim učencem, ki so sodelovali in tako nam učiteljem, pa tudi širši javnosti popestrili, polepšali marsikatero dopoldne, večer, popoldne. In hvala vsem, ki nas podpirate in nam zaploskate in se veselite tudi naših dosežkov. Vsekakor čestitke tudi z naše strani in strani naših gledalcev. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za pozornost in srečno.